Glavni razlog za mojo odločitev za študij na fakulteti za energetiko je bil širina področja, ki ga fakulteta za energetiko obravnava, torej termoenergetika, hidro, jedrska, alternativni viri. Tako da mislim, da lahko vsak, ki ga vsaj malo zanima tehnika, najde nekaj zase na fakulteti za energetiko. Kot neko glavno prednost pa bi mogoče izpostavila relativno majhnost fakultete, tako da smo študenti dejansko od profesorjev in asistentov obravnavani bolj individualno. Če tako rečem, profesorji in asistenti nas praktično poznajo po imenu, za vsakega pravzaprav vejo, kaj ga zanima, kje bi mogoče lahko sodeloval, kaj so njegove prednosti, kaj bi ga zanimalo. Tako da dejansko smo potem v raznorazne projekte vpeljani personalizirano. Velika prednost pa je tudi vrhunska raznovrstna oprema, ki jo ponujajo laboratoriji Fakultete za energetiko oziroma Inštituta za energetiko, ki je pa tudi ta oprema torej ves čas na voljo vsem študentom, ki bi jih zanimalo raziskovanje. Kako pa poteka študij? Študij poteka v Velenju in v Krškem, torej v Velenju večinoma prva stopnja, druga stopnja potem v Krškem. Predavanja potekajo v starem centru Krške, na Hočevarjevem trgu. Laboratorijske vaje so potem tukaj v Vrbini, na Inštitutu za energetiko. Laboratorijskih vaj in računalniških je kar precej, tako da smo študenti že nekako v času študija kar vpeljani v prakso. Spoznamo, kako te stvari potekajo in kako se uporablja oprema. Ja, študenti se mogoče na visokošolskem programu malo seznanijo bolj z gospodarstvom kot na univerzitetnem programu, ker v tretjem letniku v drugem semestru opravljajo prakso, torej pol leta dejansko so zaposleni v nekem podjetju. Smo pa tudi ostali študenti, torej tudi univerzitetni, vpeljani v nekako delo z gospodarstvom preko raznih projektov, PKP in ŠIPK. Sama sem na prvi stopnji recimo sodelovala na 2 takih projektih, to je pa tudi plačano delo za študente. Projekti so pravzaprav razpisani vsako leto, vsak študent ima možnost, da se prijavi. Jaz sem sodelovala v drugem letniku, torej prve stopnje študija na enem projektu, ki se je potem po nekako k sreči razvil tudi v mojo diplomo, v moje diplomsko delo, tako da sem nekako dobila priložnost raziskovati pa potem še dalje nekaj iz tega razviti. Smo edini in tudi edinstven naziv pridobimo ob študiju. Tako da ja, predvidevam, da precej iskan kader, glede na to, da smo tako redki.